Dober dan. Poslanci Državnega zbora so sprejeli noveli zakonov o javnem naročanju, s katerima se bodo postopki oddaje poenostavili ter omogočili hitro oddajo naročil po zadnji ujmi. Kadar gre za nujno javno naročilo, bo lahko naročnik pogodbo o oddaji javnega naročila sklenil nemudoma, torej brez obdobja mirovanja, v katerem lahko ponudniki običajno vložijo zahtevke za revizijo. Sprejeli so tudi novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katero se znižuje prag za gotovinsko poslovanje z zdajšnjih 15 tisoč evrov na 5 tisoč. Plačila blaga in storitev nad tem zneskom bo po novem mogoče opraviti le še prek nadzorovanih kreditnih in finančnih ustanov. Februarja se je prijavljanje novih brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje umirilo, zato se brezposelnost ni povečala. Registriranih je bilo le nekaj manj kot 130 tisoč brezposelnih, kar je 79 oseb oziroma 0,1% manj kot januarja. V primerjavi z lanskim februarjem pa je bila brezposelnost večja za 4,6%. Nova Ljubljanska banka je objavila seznam poslovalnic, ki jih bo z aprilom zaprla. Banka ima trenutno v svoji poslovni mreži 143 poslovalnic in 638 bankomatov. Skladno z reorganizacijo poslovne mreže in optimizacijo poslovanja bodo na nekaj več kot 70 lokacijah postopoma umaknili tudi nedonosne bankomate. Med 22 poslovalnicami, ki jih bo banka zaprla, so med drugim tudi poslovalnice na Pobrežju in na Tržaški v Mariboru, v Račah, Celju, Murski Soboti in Vuzenici. Zdravnico Nado Cesarec, ki je bila obsojena na 6-mesečno zaporno kazen zaradi opustitve zdravniške pomoči, so predčasno izpustili iz zapora. Cesarčeva je bila junija lani obsojena, ker kot dežurna zdravnica ni nudila zdravniške pomoči na kraju nesreče, kjer je delavec Slovenskih železnic zaradi stika z električnim tokom padel z droga, nato pa v bolnišnici umrl. Cesarčeva je zadnje 3 mesece kazen prestajala le ob koncih tedna, enkrat tedensko pa je tudi že opravljala svoje delo v zdravstvenem domu Brežice. Študentska organizacija Univerze v Mariboru pripravlja tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja življenjskih potrebščin za mariborske brezdomce. Tako spodbuja ljudi, da s svojim prispevkom pomagajo socialno ogroženim skupinam. Zbiranje bo potekalo 3 zaporedne vikende v 3 nakupovalnih središčih, prvič že ta konec tedna v Evroparku. Študenti bodo zbrana sredstva podarili zavetišču in sprejemališču za brezdomce Maribor. Prav tako v Mariboru so že 41. razglasili športnika leta. To sta postala teniška igralka Tadeja Majerič in nogometaš Marko Tavares. Med ekipnimi športi so priznanja vnovič prejeli nogometaši Maribora, odbojkarice Nove KBM Branika in kegljači Konstruktorja. Naslov najboljšega trenerja je osvojil Ante Šimunža. Med športniki invalidi sta se lani najbolj izkazala Marino Kegl in Cvetka Bratkovič. Najbolj perspektivna mariborska športnika pa sta postala atletinja Tjaša Stanko in veslač Žiga Zarič. V zadnjem času se je že zvrstilo več humanitarnih prireditev za prostovoljne gasilce, ki so se izkazali ob nedavni ledeni ujmi. Zelo odmevno in uspešno akcijo je pripravila tudi Naša hiša. Sredstva zanje bodo zbirali tudi z 2 koncertoma, prvi v okviru dobrodelne akcije dnevnikov Agregat Bodrevi, drugi v organizaciji slovenskih zvez Lions in Leo klubov pa čez teden dni. Jutri bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nad našimi kraji pretežno oblačno. Veter bo nekoliko oslabel. V soboto in nedeljo bo precej jasno, predvsem na vzhodu bo še pretežno oblačno. Ob morju bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severni do severovzhodni veter. Danes v dnevniku televizije Maribor. Splošno ambulanto v Juršincih zdravnika Mira Lasbacherja finančno podpirajo tudi pacienti. Kako so varne hiše, ki dajejo zavetje ob nasilju v družini, organizirane v Evropi? Tehniški šolski center Maribor se lahko pohvali s številnimi inovacijami in izumi. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.